Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela prva tekma tretjega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Radomelj in Domžal. Gre za občinski derbi, ki bo še toliko bolj vroč zato, ker ekipi v tej sezoni še nista prišli do pozitivnega rezultata. Do žoge Mario Krstovski, Uroš Korun je slabo ocenil. Let žoge, Krstovski na levo stran. Dobra poda pred vrata. Nekaj protestov. Nekdo od nogometašev Domžal se je znašel na tleh. Na to so seveda opozarjali varovanci Erika Merdanoviča. Rdeči karton za Uroša Koruna. V teh trenutkih pa so torej Ravbari kar precej potrpežljivi. No, tole je zdaj dobra akcija. Milič! Dober strel. Nwankwo bi lahko bil naslovnik ob tem predložku. Offenbacher. Nwankwo do skoka. Gneča pred vrati Radomelj, na golovi črti pa tam odbija Ognjen Gnjatić. Nogometaši Radomelj se bodo verjetno v tej sezoni borili za obstanek. V preteklosti so posegli že po čem večjemu. Tole zdaj priložnost in gol! Radomlje vodijo z 1:0, 76. minuta. Nino Kukovec je nagrajen za borbenost, ki jo je uprizarjal danes na stadionu ob Kamniški Bistrici. Kapitulirala je obramba Domžal na 8. zaporedni prvenstveni tekmi. Nino Kukovec pa do prvega zadetka v letošnji sezoni in do 5. v prvi slovenski ligi. Zaslužili so si glede na vse to varovanci Darjana Slavica. Izjemna poda z leve strani. Nino Kukovec pa je pred vrati Ajdina Mulaliča ohranil mirne živce in podajo Davidoviča. Bori se Mamić do žoge, na desni strani ga spremlja Štorman. Štorman gre zdaj, ampak verjetno poskuša vse skupaj zaustaviti Pogačar. Jasno, Pogačar je bil prej pri žogi, ne Mamić. Tole zdaj priložnost mimo vrat. Mimo vrat, nova priložnost za nogometaše Radomelj. Erik Merdanovič, že ko sva se pogovarjala z Ajdinom, je bil zelo oster. Kaj je bilo danes narobe? Več kot 70 minut ste igrali z igralcem več, pa si nekako niste ustvarili veliko zrelih priložnosti. Kako komentirate vse skupaj? Pa, kako komentiram? Mislim, da kakor v življenju, tako tudi v nogometu so nekatere stvari svete. Če se nekatere stvari dogovorijo, če se čez teden ponavljajo, pa se pol to ne sprovede na igrišču, pol trenerji vemo, kje je problem. Kar se tiče za današnjo predstavo, brez želje, brez neke volje, energije, ne glede na to, da smo imeli igralca več, tudi če bilo 11-11, te stvari so v nogometu nedopustne in da spet je na nas, da naredimo neke odločitve, da popravimo to, ker to, kar je bilo danes, ni vredno nobenega komentarja. Zelo ostre besede, lahko morda na naslednji tekmi z Olimpijo pričakujemo precej spremenjeno zasedbo. Zdaj, kar je prvo, da se dobro pripravimo, pogledamo spet stvari, ki niso bile v redu, pa spet čez teden delamo, vidimo kako pa kaj, vsak trening, vsaka tekma je dokazovanje za novo, kako smo rekli, imamo 20 igralcev, tako da tukaj ni nobenih skrivnosti, kako pa kaj, tako da bomo videli, kako se bo teden odpletel. Najlepša hvala. Darjan Slavic, iskrene čestitke za zmago. Več kot 70 minut ste danes igrali z igralcem manj, ampak se nasprotniku dostojno upirali in na koncu bili za borbenost tudi nagrajeni zadetkom. Verjetno ste na fante zelo ponosni. Zelo ponosen. Ja, pred tekmo smo povedali, ene stvari se ti vrnejo v nogometu, danes se je, ampak so res fante to odgarali in si zaslužim tudi zmagali. Ste pričakovali, da si Domžalčani pravzaprav ne bodo ustvarili niti ene lepe priložnosti po izključitvi Uroša Koruna?
Pa vedno imaš pomisleke v tistih trenutkih, ko se to zgodi, še predvsem, ko je 70 minut, kot ste rekli, bilo do konca. Ampak z minute v minuto je ta neka upanje raslo, bili smo pri stvari in to nas je na koncu nagradilo. Glede na to, da ste zmagali, je tista situacija kar nekako utonila v pozabo. Kaj pa reči glede tega? Se vam je zdelo, da je bila izključitev prestroga? Ne vem, pa si Miro to pogledal, ampak ne vem, z ramenom, da ti lahko nekoga namerno udariš, ne vem, nisem še doživel. Pravim, bom pogledal, ampak ja, ni bilo v redu, ampak vem, da Uroš ni tak in da Miro bom pogledal, glavno je zmaga, glavno je 3 točke in fanti so služili in gremo naprej. Ste z Urošem že govorili potem? Ne, še, to bo jutri. V naslednjem krogu težka tekma s Celjem, verjetno ta zmaga kot fantastična popotnica. Tako, zdaj imamo serijo eno mogoče tistih klubov, ki so više rangirani, ampak to bo za nas en izziv, absolutno pa gremo vsako tekmo na zmago. Najlepša hvala. Ajdin Mulalić, debelo uro ste danes igrali z igralcem več, ampak nekako niste uspeli doseči zadetka. Kaj po vašem mnenju zmanjkalo danes? Mislim, da to, kar smo mi danes prikazali, je sramno, nedopustno, iskreno v tem trenutku zdaj. Sploh ne vem, kaj bi rekel. To, kar mi kažemo, v bistvu 3 tekme smo začeli, 0 pik smo osvojili, danes 1 uro nasprotnik nam podari, imamo igralca več 1 uro, pa lahko bi rekel, da je nasprotnik celo bil bolj nevaren kot mi. To je nedopustno, mislim, da se fantje med sabo moramo dobro pogovoriti, videti kako naprej, ker to, kar mi kažemo, sigurno ni vredno dresa Domžal. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju. Nino Kukovec, iskrene čestitke za zmago, več kot 70 minut ste igrali z igralcem manj, na koncu pa bili nagrajeni za trud in verjetno je slavje še toliko slajše za vas, ker ste dosegli odločilen gol. Mislim, prvo kot prvo, to je najbolj važen karakter. Mislim, da smo to pokazali kot ekipa nek karakter, da smo skupaj držali do zadnjih minute. Res je bil šok, da smo tako hitro izgubili igralca, tudi najizkušenejše, ampak morali smo se držati do konca in kar smo danes dokazali, mislim, da smo se. Je Uroš Korun že govoril z vami, zdelo se, da je bila odločitev kar precej stroga? Mislim, z Urošem se še nismo nič pogovorili. Mislim, to je odločitev sodnika. Šel je tudi pogledati na VAR, kar mislim, da se je on odločil tako, kot bi se sodnik pač mogel. Najlepša hvala.